In zdaj bom povedal še en vic, kratek, sem ga že povedal pred dolgim časom. Sicer gre za enega biznismena oziroma finančnika, ki je v New Yorku na tej borzi kar naprej delal, ampak enkrat so ga poslali na neko kurjo farmo. In ko je on videl te kure, se je ustrašil in začel bežati in začel kričati: rešte me, jaz sem koruzno zrno, kure me bojo požrle. Njega so pač odpeljali v psihiatrično ustanovo, kjer so ga prepričevali, da on ni koruzno zrno, da ne more biti, ker koruzno zrno nima glave, nima rok, nima nog, ne zna govoriti. In je bil par let tam in so ga prepričali. No, prej, da so ga spustili ven, so ga vprašali: kaj si ti, ne? In je on rekel: jaz sem človek. So ga oni vprašali: si ti koruzno zrno? Ne, nisem koruzno zrno, zato ker koruzno zrno nima glave, nima rok, nima nog, ne zna govoriti. Ok, v redu, so ga spustili. In vse je bilo v redu, dokler ga spet niso poslali na to kurjo farmo. In spet, ko on vidi te kure, ga paničen strah zagrabi, začne bežati in kure me bojo požrlo, jaz sem koruzno zrno. Spet ga sprejmejo na to psihiatrično ustanovo, kjer je že bil. In spet, ko vprašajo te zdravniki: pa dobro, par let si bil kle, smo te prepričali, sam si se prepričal, da nisi koruzno zrno, ampak da si človek. Te je pa on odgovoril: mene ste prepričali, da jaz nisem koruzno zrno. Kdo bo prepričal kure, da jaz nisem koruzno zrno? In zakaj je ta vic ima globlji pomen? Zaradi tega, ker dejansko mi nimamo prave predstave o sami sebi. Dejansko to koruzno zrno so naši strahovi, naše napačne predstave o sebi, o tem, kdo in kaj smo. In dejansko mi se držimo tega koruznega zrna se držimo ko pijanc plota. Ker COVID je to koruzno zrno. Vsi naši strahovi je to koruzno zrno. Enostavno vse to, kar nas omejuje, je v bistvu to koruzno zrno. Ker mi imamo možnost, da z obračanjem vase začutimo to, kar mi v resnici smo. Vsi smo božanska bitja. Prišli smo v ta svet z določenim poslanstvom. Nihče, niti en sam človek ni prišel na ta svet zato, da bi delal slabo, da bi delal zlo. Vsak je prišel z poslanstvom, da bi delal za naše skupno dobro. In pred mnogimi leti so bile generacije ljudi, ki so živele v slogu, po tej indijski, recimo, ne mitologiji, ampak po tej zgodovini. Oni ločijo te svetove, ločijo na Kali jugo in Sati jugo. Sati juga je doba resnice. V dobi resnice so ljudje obrnjeni vase, so ljudje čuteči, so ljudje ljubeči, so ljudje miroljubni, nima nobenih želja po tem, da bi se vojskovali, da bi zlorabljali, da bi kradli ali karkoli. Ljudje živijo v slogi in taka razdobja v zgodovini človeštva so že obstajala. Ampak ta doba, v kateri mi zdaj živimo, ki je nekako traja par tisoč let, to je doba Kali juge. Za dobo Kali juge je značilno, da ljudje ne sledijo svojemu poslanstvu, da ne sledijo svojemu srcu, da ne sledijo svoji duši, ampak sledijo zunanjim tem
pohlepu, ljubosumju, grabežljivosti, vojnam, skratka vsem tem negativnim lastnostim, katerim smo mi danes priča. Ne? Zdaj, mojstri, v tem svetu, v tisočletjih in tisočletjih so vedno prihajali na to zemljo mojstri modrosti, mojstri, ki so bili direktni božanski kanali te božanske energije, ki so imeli te moči, o katerih mi mogoče danes lahko samo sanjamo. So bili te mojstri, ki so lahko se multiplicirali, istočasno govorili na različnih krajih različnim ljudem. So bili mojstri, ki so lahko leteli po zraku in ki so lahko delali take stvari, kot jih je delal Jezus, recimo, ki je pomnožil hlebce kruha in tiste ribe. Pred njim je to lahko počel tudi Buda in marsikateri drugi mojster. Ampak zdaj, recimo, gremo malo na Jezusa. Jezus je rekel eno stvar. Jaz sem pot, resnica in življenje. Ampak zdaj vas vprašam, tebe osebno vprašam, a ti morda nisi pot, a ti morda nisi resnica in ti morda nisi življenje? Absolutno si. Vsak od nas je pot in vsak od nas je resnica in vsak od nas je življenje. Zato, ker smo živi, smo tukaj s tem namenom, smo tukaj s tem poslanstvom in tukaj smo zato, da naredimo nekaj dobrega. Ampak situacija je pač taka, da imamo na oblasti, ne samo pri nas, po celem svetu imamo na oblasti psihopate, sociopate, ki mislijo, da bojo zdaj z bogastvom, z nakradenim bogastvom in denarjem, da si bojo priborili večno življenje ali ne vem kaj, ampak žal se bo njihova pot končala žalostno. Končala se bo, kar v Svetem pismu piše, z jokom, s kesanjem in z škripanjem z zobmi. Zdaj, resnica, to se gremo, kaj zame je ta pot? Ta pot je, mi smo kot na nekem vlaku ali pa v nekem vozilu, ki nima nobene bremze, samo gremo. In to je ta čas, ki nam je bil dan. Ne moramo iti nazaj. V domišljiji lahko gremo, se spominjamo, starejši ljudje se spominjajo, kako je bilo lepo, ko so bili mladi. Mlajši ljudje razmišljajo, kje bojo, pa kaj bojo počeli, ko bojo malo starejši in tako naprej. Ampak stvar je pa v tem, življenje se odvija izključno v tem trenutku zdaj. Življenje niso dogodki, ki se nam dogajajo v življenju. Življenje je povezano s tem dihom, ki si ga ravno zdaj vdihnil. In če ti hočeš priti do Boga, če hočeš priti do globljega spoznanja, če hočeš priti do modrosti, absolutno ni druge možnosti, ni druge poti kot to, da ti obrneš vase pozornost in slediš tem svojim občutkom. Ker tvoja duša, tvoje srce, tvoj Bog tebi skozi tvoje srce sporoča, kaj je dobro zate in kaj je slabo zate, v kaj lahko greš in v kaj ne. Dejansko je ta stvar, ta Bog tebe ščiti. Zato je ta osebni mir, recimo notranji mir, izredno pomemben. Ker Jezus je rekel, mir vam dam, ne kot ta svet, vam ga jaz dam. Kateri je ta mir? Se vprašal kdaj, kateri je ta mir, ki ga on daje, ki ga ne moreš dobiti nikjer druge? Kateri je ta mir? To ni mir, ki ti greš v gozd, pa čutiš to naravo, pa to stvari, ali pa si daš neke slušalke, pa poslušaš neko muziko. Ne.
To je mir, ki je popolnoma drugačen od vseh ostalih mirov. To je mir, ki ga ti lahko čutiš v svoji duši, v svojem srcu, tudi takrat, ko si na bojnem polju. Dejansko to življenje je bojno polje med tvojim dobrim in tvojim zlom. V vsakem trenutku se ti odločaš za to, ali boš se odločil za dobro ali se boš odločil za zlo. Jasna stvar, vsako zlo prinaša nemir. Vsako zlo, vsaka krivica, vsaka zloraba ti prinaša tebi nemir. Nemir ti prinaša bolezen. Ti prinaša to, da tvoje žleze izločajo strupe. In potem ljudje, ki se tako trudijo, grabijo ta denar, čim več nagrabiti, potem naenkrat zbolijo, dobijo raka in umrejo. In zdaj, ne vem koliko, no, Jezus je tudi, gremo spet malo nazaj na Jezusa. Jezus je rekel, široka je cesta, ki vodi v pogubo, in ozka je pot, ki vodi v življenje. Zakaj je on to rekel? Zakaj ni on rekel, široka cesta, ki vodi v pogubo, in ozka je pot, ki vodi v nebesa, recimo. Lahko bi rekel tudi to, a ne? Ampak tudi ni rekel, široka je cesta, ki vodi v smrt. Lahko bi rekel, široka je cesta, ki vodi v smrt. Ampak ne, on je rekel, široka je cesta, ki vodi v pogubo. In ozka je pot, ki vodi v življenje. Kaj bi se to pomeni? To pomeni, da ta energija, ki nas živi, je neumrljiva. To pomeni, da smo mi bili na obličju te zemlje že velikokrat. Obstajajo ljudje, ki se spominjajo svojih prejšnjih življenj in tudi so lahko videli, kaj so narobe počeli v prejšnjih življenjih. In to je en božji blagoslov, da vejo, da v tem življenju je treba iti preko teh ovir, ker vedno nam na tisto, kar v prejšnjem življenju nismo pospravili, ali pa smo pospravili pod preprogo, se nam v tem življenju vrne. Mi enostavno nimamo, mi ki hočemo duhovno rast, mi nimamo možnosti. Zavedamo se, da nas laž, krivičnost in vse te stvari, da nas oddaljujejo od sebe, oddaljujejo nas od našega poslanstva. Zaradi tega se trudimo biti dobri, pozitivni, pomagati še lahko in pa se truditi za skupno dobro. Mi se tega zavedamo, ker enostavno, če se trudimo k temu, če bodo naslednja življenja, nam bo v naslednjih življenjih lepše in boljše. Če pa se bomo trudili v obratni smeri, pa nam bo vedno slabše in vedno več težav bo, vedno več bo trpljenja. Zdaj, Jezus, žal je, Sveto pismo je, ogromno stvari je ponarejenih, žal, nekaj zaradi tega, ker ti, ki so prepisovali, niso razumeli, nekaj pa zato, da ljudje ne bi razumeli sploh, da ne bi razumeli nekaj globljega pomena učenja, Jezusovega učenja. Zdaj, imamo dokaz v Svetem pismu, da je dejansko samo ena stvar, kjer Jezus je govoril o reinkarnaciji, in sicer, ko je omenil Janeza Krstnika, ki je bil prerok Elija, ki je živel par stoletij pred tem. On je to čist jasno v bistvu povedal. Verjetno je povedal še mnogo drugih stvari, ampak že samo to je dejansko dovolj, da tudi ti se lahko zaveš stvari, da če je bil Janez Krstnik, preden je bil Janez Krstnik, da je bil prej prerok Elija,
To pomeni, da si tudi ti nekaj bil. Nekje si bil in nekdo si bil in si pač počel, kar si počel. Zdaj bi mogoče malo o sebi malo povedal stvari. Moj oče in mama sta bila partizana in seveda nista verjela v Boga. Sta rekla, če bi Bog bil, a ne, potem ne bi bilo vojne. Ampak je stvar v tem, mislim, danes, ko mi vemo, ko poznamo te familije, Rothschilde, Rockefellerje, ki so dejansko hujskali te vojne spopade, prvo svetovno vojno, drugo, zaradi biznisa, zaradi tega, da so bogateli, a ne, vse oni se tega, moji starši se tega niso zavedali, ampak danes mi vemo, a ne, da dejansko je v ozadju je ta satan teh familij, Rothschildov, Rockefellerjev in tako naprej, ki še danes vladajo temu svetu in ki se želijo tudi tretjo svetovno vojno. Ker oni imajo resurso, oni lahko preživijo 500 let, tudi če atomske bombe popokajo po celem svetu. Se pravi, njihov namen je, njihov cilj je, da pride do spopada med Rusi, Američani, Kitajci in da vse gre adijo. Ker oni kao bojo preživeli. Ampak jasna stvar, oni pod nobenim pogojem ne morejo preživeti. Pod nobenim pogojem. Zakaj ne? Zaradi tega, ker vedno v zgodovini je vedno zmagala resnica. Vedno je zmagalo dobro in zlo je bilo poraženo. In ista stvar je tudi zdaj. Dejansko ti krvosesi, ki pijejo adrenokrom, ki ubijajo te otroke in se v satanističnih ritualih, ni nobene šanse, nobene variante, da bi oni lahko vladali v tem svetu. Zato, ker dejansko je tudi ta stvar, da zdaj prihaja do tega preobrata, kjer se počasi spet iz te kali juge, te mračne dobe, kjer prevladuje nasilje, jeza, sovraštvo, pohlep in tako naprej, počasi izginja in se vrača spet ta ljubezen, mir, pravičnost in tako naprej. Ne? No, se pravi, jaz seveda, ker sem bil v taki familiji, kjer se Boga ni omenjalo, tudi v cerkev nismo nikoli hodili, in še oče je rekel, če kdaj slišam od koga, da si šel v cerkev, te bom nabutal. Jaz seveda nisem šel, ampak sem 17 let star, sem pa enkrat šel. Po zimi je bilo, se spomnim, pridem v cerkev, sem imel kapo na glavi in sem videl, ženske imajo rute, jaz sem imel kapo, pa en pride, tako stisne zubmi. Mulj shodičev, boš dal kapo dol. Zakaj sej? Evo, gospe imajo te rute, zakaj bi jaz dal kapo dol, ne? In nisem dal, je rekel, zgin ven, se rekel, ok, no, sem šel ven in je bila zgodba končana, ne. No, ampak, potem se spomnim, ko smo bili majhni, a ne, smo mi, ko smo bili neverni, smo te verne spraševali eno vprašanje, a ne, najprej smo ga vprašali, a je Bog vse mogočen? In oni so rekli, ja, Bog je vse mogočen, ne. Potem naslednje vprašanje, ko smo ga postavili, a Bog lahko, če je Bog vse mogočen, a on lahko ustvari skalo, ki je ne more premakniti. A ne, zdaj, mislim, karkoli bi on rekel, če on reče, ja, lahko, a ne, ja, pa ni vse mogočen, ker ne more premakniti, a ne, če pa reče, da ne more ustvariti tako skalo, je pa tudi ni vse, spet je na istem, v vsakem primeru, a ne, ni vse mogočen, a ne. In tako smo se hecali s temi vernimi, tako se naslajali, ker karkoli on rekel je pač zgubo, mi smo bili zmagovalci, a ne smo se tako. Ampak stvar je v bistvu v tem, jaz sem pol malo razmišljal o tem. A obstaja nekaj, da Bog nekaj ne more narediti? A ne? Je vse mogoče, ampak ene stvari pa ne more narediti. A veš, kje je tista stvar? A lahko Bog pride od tukaj do sem? A lahko pride? Kaj misliš? Lahko? Ne more.
Zakaj Bog ne more priti odkle do sem? Zaradi tega, ker je kle in vse povsod vmes. Torej, Bog ima 3 atribute. Je vsemogočen, vse prisoten in vse znajoč. Te 3 atributi prevladujejo v vseh religijah, ne samo v krščanstvu. Jaz sem pobliže seznanil tudi z hinduističnim pristopom, seznanil sem se z budizmom. Edino, kar sem nekako, ta islam mi pa nekako ni šel, se mi je ostavil, tako da tukaj sem bolj tanek, ampak v teh drugih, tudi taoizem, tudi Zaratustro, sem bil mlad, sem študiral vse te zadeve, ker sem hotel priti do dna, kaj je za tem. No in ko sem bil mejhen, mislim, tam 15-16 let, me je mama peljala k eni jasnovidki. In ta jasnovidka je rekla, da bom jaz, ali da sem jaz vodič duš. Sem rekel, kako bom jaz vodič duš, če sploh ne vem, kaj je duša. Mislim, to se mi je prav čudno zdelo, kakšen vodič duš, ne? No, potem je pa se ena zanimiva stvar zgodila, sicer, da je prišla od mojega očeta sestrična iz Rima, Nuna, doktorica, ne vem česa vse, zelo izobražena, je prišla in k nam na obisk. In je ona rekla, jaz sem prišla samo, ne zaradi tvojega očeta in mame, jaz sem prišla samo zaradi tebe. Sem rekel, ja, zakaj pa zaradi mene? Rekla, zaradi tega, ker si ti od cele naše familije boš prišel najbližje Bogu. Sem jaz rekel, draga teta, kako naj jaz pridem najbližje Bogu, če pa sploh ne varujem v njega. Za mene Bog ne obstaja, ni ga, ne? Ona se je pa samo smejala, rekla, boš že videl. No in sem imel še eno drugo teto, ta je pa skozi molila zame dan in noč, tudi naprej pa mi nosila vse te svete knjigice, preber to, preber in tako naprej. No in kako sem se prvič srečal z Bogom? Jaz sem bil muzikant in sem imel, seveda sem imel ansambl svoj, smo igrali po hotelih, restauracijah in tako naprej in je bilo treba pač kupiti opremo. In jaz sem naročil opremo iz Amerike in je prišlo to fršter, kar se smo temu rekli, in pa zvočniki in carina je bila blazno velika in jaz za tole frštekarije sem imel, carino smo plačali tam na meji, za zvočnike pa nisem imel. In pridemo damo pa reče carinik, zapelj tamle, da sem pa gotov, zdaj pa oni pridejo, da pa zgubil te zvočnike, pa vse skrbto, vse bo šlo radio, se tako naslonil na avto in sem rekel, Bog, če si, prosim, pomagaj. In začuti en mir. In naenkrat grejo 4 cariniki proti mojemu avtu in že ko pridejo do avta in reče, gremo na kavo. So se obrnili in so šli na kavo. Sem se usedel v avto, se je odpeljal naprej. In takrat wow, Bog res obstaja. Neverjetno, mislim, se pravi, ta sila obstaja, ta sila nas podpira, nam stoji na vsakem koraku je z nami, na vsakem koraku. Ampak zdaj je stvar o tem, kdaj se ti obrneš k temu Bogu. Ne onmu tam gor nad oblaki z belo brado, ampak k temu Bogu, ki je v tvojem srcu. Kdaj? Eni se obračajo z vsakim svojim dihom. Z vsakim svojim dihom. Mojster, ta moj prijatelj in tudi mojster, je en učenec, ga je na enem takem srečanju, ga je vprašal, rekel, kakšna je razlika med mojstrom in učencem. Oziroma tako je vprašal, a bi jaz lahko prišel na tak nivo zavesti, kot si ti? In on rekel, ja, seveda. Ampak samo v primeru, če se
spominjaš vsakega svojega diha, tudi takrat, ko spiš. Mislim, ko sem jaz to slišal, kje sem jaz, ko spim, ko sanjam, ko ne vem, kje sem, kdo sem, kaj sem, nič ne. Ampak oni se pa spominjajo vsakega svojega diha. Ne, da se spominjajo vsakega svojega diha, oni se spominjajo vseh svojih prejšnjih življenj. Oni, ko tebe vidi, on vidi vsa tvoja življenja za nazaj. On lahko vidi kar če. Ti si pred njim kot odprta knjiga. Enostavno ne moreš nič skriti, pred nikomer ne moreš nič skriti. Jaz sem bil velikokrat v Indiji. Se spomnim, 2011 sem bil, se srečal dve prijateljice iz Izraela in sta mi povedali osupljivo zgodbo. In sicer one dve, še 8 ali 9 prijateljev iz Izraela, oni so prišli v New Delhi in so se sprehajali po ulici. In je nasproti jim prišel en Indic in je rekel, glejte, vsak bom uganil, kako mu je ime, če mi da vsak en dolar. Če pa ne bom uganil, bom pa jaz vsakmu od vas dal $1. Oni so rekli, ja, seveda, ne, nikoli ga niso videli, nikoli ni njih, so bili prepričani, da ne bo uganil. Ampak on je uganil, od vsakega je uganil, on je videl, kako je vsakmu, kako je komu ime. Ko je prišel do tega zadnjega, vsakmu je dal roko in mu je rekel, tebi je ime tako in tako, in mu je rekel, res je. In še tako po vrsti, in ko je prišel do ta zadnjega, je on stegnil roko, on pa mu ni dal roke, je rekel, veš kaj, povedal mu je, kako mu je ime, ni mu pa dal roke, je rekel, z mrtvaki se pa jaz ne rokujem. In vsi so se smajali in tako naprej, on je tako eno kartico napisal staršem, ki je v Izrael, kaj se je zgodil. Zvečer, ko je prišel v hotel, se je šel tuširati, padel dol mrtev. In so ljudje, so znanja, preko katerih ti lahko prideš do tega. To se v Indiji imenujejo sidiji. Medtem, ko obstajajo sidični učitelji, ki učijo te sidije. To so učitelji, ki učijo sposobnosti, se pravi, da ti lahko bereš misli, da lahko počneš nekaj izrednega, kar drugi ne morejo, recimo. Ne? To so sidiji. Obstaja pa tudi satvični učitelj. Satvični učitelj. Sat je v bistvu resnica. Satvični učitelj pa ne uči nobenih sposobnosti, ampak uči to, da se ti obrneš vase, v svoje srce in slediš svojim občutkom. In to je pa pri nas, mi temu rečemo, čustvena inteligenca. Mi imamo, vsak od nas ima to čustveno inteligenco. Kaj v bistvu to pomeni? To v bistvu pomeni, da si ti povezan z Bogom, da Bog tebi sporoča preko občutkov, ti sporoča kako in kaj. Jaz sem srečal ogromno, stalno srečujem ljudi, ne? In vsake toliko časa srečam koga, ki mi reče, ja, sem čutil v srcu, da ne bi šel v to, da ne bi to, ampak glava je pa rekla, pejt, ne? In sem šel in mi je bilo žal. Ali je bilo to odnos, recimo partnerski odnos, ali je bilo nekaj drugega, je bil to kakšen posel, ali karkoli kaj tazga. Mi vedno dobivamo opozorila. Tudi dobivamo opozorila, če nas nekje čaka neka nevarnost ali nekaj slabega ali kaj tazga. Mi dobivamo, jaz vedno dobim opozorilo. In takrat, ko to je, ko jaz to čutim, tisti dan enostavno ne grem recimo na neko pot ali nekaj tazga, ampak enostavno pač počakam, si vzamem odmor in počakam, da dobim spet signal, da nekaj lahko. In vsi mi, nikogar na tem obličju te zemlje ni,
ki ne bi dobival opozoril, ki ne bi njega čuval, recimo ta angel varuha, ne, kot nekateri tudi imenujejo. Vsi dejansko to imamo. Ne. V hinduistični tradiciji sta pomembna, poleg očeta in matere, je pomemben tretja oseba, ki najbolj pomembna, je v bistvu duhovni učitelj. In oni pustijo, da si otrok sam izbere učitelja. Ti si pač izbereš nekoga, s katerim na nek način rezoniraš. Zdaj greva spet malo nazaj na Jezusa, ker jaz sem Jezusa skozi Sveto pismo vzljubil in sem ga posvojil. On je moj, ampak ni samo on moj. Tudi Buda je moj učitelj, tudi vse te mojstre sem jaz posvojil, jaz jih ljubim, sem jih usvojil v svojem srcu. Spomnim se te prigode, ki se me je dotaknila, ko je Jezus prišel do te Samarijanke ob vodnjaku in jo je prosil, če mu da vodo za piti. In seveda ona mu je dala, potem je pa on rekel, pokliči moža. Ona je rekla, nima moža. In on je odgovoril, res je, imela si 5 moških, ampak nihče od njih ni bil tvoj mož. In dejansko tukaj je on pokazal njej, da on dejansko vse ve, da on vse vidi, da on ima vpogled v vse. Zdaj pa mogoče povedal malo teh zgodb z Mojster učenec. In recimo učenec pride k mojstru in reče, daj ti meni to znanje o sebi, to jaz bi rad spoznal globlje to božansko energijo, ta mer pa to, daj ti to meni. In je mojster rekel, ok, ni problem, jaz ti bom to dal, ampak samo pod enim pogojem. Karkoli bom jaz zdaj počel, moraš biti ti absolutno tiho, ne smeš spregovoriti niti ene same besede. In rekel, ja, seveda, ne bom spregovoril, bom tih kot grob, ne bom niti podraznil. No in tam je bil pač vodnjak in je mojster, dol je bilo vedro in mojster je potegnil gor to vedro, ampak to vedro je bilo polno lukenj. In preden bi on to potegnil do vrha, vsa voda stekla iz vedra ven. In on spet spusti dol, mojster spet spusti to vedro dol in spet potegne gor in se zgodi ista stvar. In to še ne 2-krat ponovi, potem pa ta učenec ne zdrži več prav. Kako boš ti meni dal tole znanje, da bom jaz poznal to božansko energijo pa notranji mir, če si taka budala, da ne vidiš, da je to vedro ima poln lukenj in da pravzaprav vsa voda steče ven. Pa mu je rekel, lej, a sem ti lepo rekel, da bod tih. Ti si obljubil, da boš tih. Ampak nisi zdržal niti 5 minut. A veš, vidiš to vedro s temi luknjami. To je tvoj razum. To je tvoja energija, ki ti odteka kar na vse strani, a veš. In v takem stanju, kakršnem si, sploh absolutno nisi pripravljen, da bi ti lahko sprejel neko znanje o sebi. Niti podrazno. Teh zgodb o teh mojstrih je velika. In recimo ena taka zgodba je, ko je šel mojster in učenec, sta šla mimo nekega svetega hrama, templa ali karkoli pač je to bilo in tam so not molili verniki. In je ta učenec rekel, tamle je 100 ljudi noter, ki molijo, kjer od teh, ki molijo, je najbližje tebi. Rekel, gremo not, pa bomo videli, kdo je. No in je šel, sta šla noter v ta hram, oni molijo pa to, in je ta mojster šel in
je kar v tistih, ki so bili najbližji, v tisti prvi vrsti, šel in je vsakega je klofnil. Mislim, pazi, ne v templju, kjer je mir in vse te stvari, a ne, mislim, to je dejanje, ki je izven ne vem česa, ne, mislim, greh pravzaprav, ne, da ti enega vernika kloftaš, ne. In vsi so skočili, pa so hoteli skočiti na njega, ampak ker ta mojster je bil tako močen, ne, noben ni mogel nič, ne, mislim, ne, nihče ni nič mogel. No in potem prišel do enega in ga je klofnil, on je pa dal tako roke, padel na kolena in se priklonil do tal. Je rekel, tale, vidiš, ne. In tukaj pa pol pridemo do te prilike, ko je Jezus rekel, če te kdo udari po desnem licu, nastavi mu še levo. Ne? In ena je čudovita zgodba, tudi mojster učenec. In sicer preden grem na to zgodbo, bi vprašal pač na vse moje prijatelje, kdo od vas verjame v Boga, naj dvigne roko. Vsi. Kdo ne verjame v Boga, naj dvigne roko. Sam jaz sem. Zakaj sem zdaj dvignil roko? Zdaj vam bom povedal to zgodbo. Pride en mojster je hodil od kraja do kraja in je učil notranji mir. In so v nekem samostanu v gorah so slišali, da prihaja ta mojster in so ga povabili, da bi njim predaval o Bogu. In je on rekel, ok, on se je odzval in je prišel v ta samostan. In so se vsi menihi so se zbrali in je on rekel, ok, jih je vprašal, je rekel, naj dvigne roko tist, ki verjame v Boga. Vsi so dvignili roko, potem pa on rekel, poglejte, jaz nimam kle kaj delati, vsi verjamete v Boga, hvala lepa, nasvidenje, in je šel. In je pol čas par let je spet prišel spet blizu in so oni spet slišali, da je on tu in so ga spet povabili. In zdaj so se pa oni zmenili tako, da bojo rekli, da pol njih verjame v Boga, pol pa da ne. In ga bojo tako prepričali, da pač bo on njim predal. On je prišel in je rekel, kdo verjame v Boga, in pol jih je dvignil roko, pol jih ni, pa je pa on rekel, ja prav, vi, ki verjamete v Boga, prepričate oni, ki ne verjamejo, hvala lepa, nasvidenje, in je šel. In spet je minil par let, ko je on hodil okoli, in zdaj so pa oni rekli, ok, zdaj bomo pa rekli, da noben ne verjame v Boga, pa s tem ga pa bomo dobili, in potem pač on pride, on reče, kdo verjame v Boga, in noben ni dvignil roke, je rekel, prav imate, ni Boga, in je že hotel iti, takrat pa ta njihov predstojnik pade na kolena, pa prav, mi vemo, da si ti en velik učitelj, da učiš nekaj, kar mi ne vemo, lepo te prosimo, daj ostani pri nas in daj nas učiti o tem notranjem miru. No in on je ostal in jih je pol učil. Tako da dejansko je, mi se moramo naučiti, da se začnemo obračati vase. Da globlje začutimo ta stik z našim srcem ali dušo. To je absolutni pogoj. Jaz vam povem eno stvar. Če jaz ne bi imel te globlje povezave s svojim srcem, ta zunanja situacija, ki je, to bi mene povozili. Pa ne samo to, mene danes skoraj sigurno ne bi bilo več. Skoraj sigurno. Zato, ker ta svet je sploh zdaj se je izkazal, ki je toliko enega zla in vsega tega, da je to tako
neverjetno, mislim, neverjetno, da ljudje s tako inteligenco, doktori in tako naprej, kar naprej lažejo, kradejo, lažejo. Ne moreš verjeti, mislim, a je to možno sploh? Da je možno, da obstajajo taki ljudje, ki kljub vsem tem dokazom teh znanstvenikov, kaj je v teh cepivih, in kljub temu še naprej zganjajo to propagando, ubijalsko propagando in dejansko genocid in ubijanje ljudi s temi cepivi. Meni je to bilo nedoumljivo, kako lahko obstajajo ljudje, ki so popolnoma skrenili s poti resnice, ki so popolnoma skrenili s poti Boga, ki so popolnoma skrenili s poti ljubezni, tiste brezpogojne ljubezni, kar Bog v resnici je. Zdaj bomo naredili še, vsi ste že verjetno slišali za en pregovor, da so oči zrcalo naše duše. In jaz zdaj bomo naredili eno vajo, par minut bo trajala, kjer boste vi gledali v moje oči in priporočam, da gledate samo v eno oko, in sicer v levo oko, in boste lahko mogoče kaj začutili. Lahko boste kaj videli, jaz to sicer nisem delal tako v večji skupini, ampak 1 na 1. Ampak eni so videli celo svoja prejšnja življenja, zaradi tega, ker oči so zrcala naše duše. Jaz vsem vam priporočam, če ste v partnerskih zvezah, dajte se usesti, dajte se gledati vsak dan, par minut v oči, in ker to bo zbližalo vaše duše, zaradi tega, ker oči so ogledalo naše duše. Zdaj bomo 1, 2, 3 minute bomo to prakticirali, tako da vi kar se sprostite in gledajte v moje oko, dokler lahko zdržite. Tako da bomo začeli zdaj in bo to, potem pa ne vem, če bo kdo kaj čutil ali pa če bi kdo želel kaj povedati, bomo dali kakšno minutko ali pa 2, da bo kdo lahko kaj povedal. Tako da zdajle se bom jaz globlje povezal s svojim srcem, svojo dušo ali z Bogom, medtem vi pa enostavno lahko pač me gledate v moje oko in boste čutili, če boste kaj, če pa ne, pa tudi v redu itak. Ok, začnemo.
No, vse je kar dost. Zdaj, za konec bom povedal še eno zgodbico, tudi z tega duhovnega sveta, recimo. V enem kraljestvu je bil moder kralj, ampak je bil že precej star. In je že kazal, da bo kmalu umrl, in so ga te njegovi ministri spraševali, kdo bo naslednji kralj. In on nikoli ni odgovoril, kdo bo naslednji kralj. In dejansko je ta kralj umrl. In potem so oni razpisali, poslali razne kurirje po celem kraljestvu, če obstaja kakšen kraljev sorodnik, da bi zasedel kraljevi prostor, kraljevo mesto. In jasno, ni bilo nikogar, nihče se ni javil, potem pa je prišel en popoln tujec, ki ga nihče nikoli ni videl in nihče ga ni poznal. In on je prišel, ko so te ministri imeli zasedanje, on je prišel in tam bil kraljevi prestol in on je šel in se usedel na kraljevi prestol in se lepo sprostil. Vsi so bili osupli, popolnoma presenečeni, ogorčeni tudi. In je ta prvi minister je vstal in je rekel, kdo si ti? A si ti kakšen kraljev sorodnik? In ta prišlek, je rekel, ne, jaz sem mnogo več od tega. Potem je spet ta minister vprašal njega, a si ti mogoče sam kralj kakšnega sosednega kraljestva? In ta, ki je sedel na prestolu, ki ga noben ni poznal, je rekel, ne, jaz sem mnogo več od tega. Zdaj vemo, mislim, da kaj bi bilo več od tega, je cesar, ki je pač združuje več teh kraljestev, in ga je spet vprašal, da si ti mogoče cesar? Rekel, ne, jaz sem mnogo več od tega. Potem se je pa ta razburil, ta minister, in ga je vprašal, da si ti mogoče sam Bog? In je on tam prišel, je rekel, ne, jaz sem mnogo več od tega. Te pa ta minister se mu je kar utrgal od besa in jeze in je rekel, potem si pa nič. In ta, ki je sedel na prestolu, je rekel, tako je, jaz sem nič. Ampak, ko so vsi pogledali v oči tega prišleka, so vsi vedeli, da je on naslednji njihov kralj. Evo, tukaj bi jaz končal. Hvala za pozornost. Dragi Stojan, hvala. Jaz potem zdajle predlagam 10 minut pavze. 10 minut pavze in hvala za to tvojo izkušnjo. Po 10 minut, se pravi, se dobimo o 19. uri, ko bo Evilijana, za Evilijano pa še naš predsednik Miran Pirc, ko bosta povedala še nekaj stvari. Torej, čez 10 minut. Hvala lepa. Hvala.